Pozdravljeni ponovno v videu tokrat o ženski frekvenci. To je tisto nekaj, kar včasih začutite med dvema ženskama, ampak si ne znate točno pojasniti. Veste, tista neprijetna situacija, ko neko napetost čutite in se pač delate, da gledate nekaj skozi okno, zato ker ne veste točno, kako bi odreagirali. No, to je to v glavnem. V moji knjigi Pot do nje, knjigi za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko, ženski frekvenci namenjam predzadnje poglavje. Namreč, za moškega je pomembno, da jo pozna, a ponavadi ne more kaj dosti vplivati. Pomembno je zgolj to, da jo res pozna, da ve, da med ženskami obstaja ena posebna tiha frekvenca, ki pa je v bistvu včasih zelo, zelo intenzivna lahko intenzivno tudi vpliva na vedenje ženske do moškega. Zato je dobro, da veste, pač, da to obstaja. Ženska frekvenca v glavnem izvira iz ženske tekmovalnosti. In predno začnemo govoriti o ženski tekmovalnosti, pojdimo kar na čist surove opise in sicer govorimo o tem, da se tudi pri ženskah pojavljajo kategorije alfa in beta. Tako kot pri samcih rečemo alfa samec, obstajajo tudi pri ženskah alfa samica ali alfa ženska in beta ženska. Alfa. Težko jo boste zgrešili, ker je najbolj glasna, najbolj vidna v prostoru. Ni pa vedno nujno, da je alfa vsiljiva. Dostikrat tako izpade, ampak dostikrat pa so alfa ženske lahko povsem prefinjene in v bistvu za svojo karizmo ljudi potegnejo na svojo stran ali celo v nekakšen, kako bi rekla, podrejeni položaj, se pravi, da nekako vodijo stvari. Slaba lastnost alf je seveda poleg, da lahko pač zadeva včasih malo vsiljiva, tudi ta potreba po nadzorovanju vsega, ne? Ker alfa je šefica, ona mora imeti vse pod nadzorom in v odnosu z moškim je to lahko včasih kar precej intenzivno in naporno, vendar ni nujno, če ima seveda alfa ženska ob sebi odločnega, trdnega moškega, ki se ji bo tudi znal po moško upreti. Predstavljajte si na primer alfa samico z beta samcem. Vse tega je ful, ampak ponavadi potem govorimo o primeru, ko je moški copata oziroma ko moški preprosto ne zmore tega pritiska ali pa se ne zna upreti in v bistvu potem nekako zapotlači svojo moškost in potem ni to v glavnem, ne? Pri beta ženski pa ne gre nujno za to, da bi beta ženske bile manj odločne ali pa manj karizmatične. Gre predvsem za to, da bolj kot da bi si prizadevale, da imajo vse pod nadzorom, si prizadevajo za mir, za neko ravnovesje in na ta račun pač dostikrat sprejemajo kompromise dosti prej kot alfa ženske, dosti manj so borbene v tem, v dokazovanju svojega prav. In žal se dostikrat tudi zgodi, da beta ženske sklenejo kompromise na račun sebe in svojih želja in interesov. Vseeno pa tudi beta ženske v bistvu potrebujejo odločnega moškega. Pač odločni moški ženske nekako spodbujajo oziroma jim dajejo nekakšen okvir, nekakšno ogledalo, pač vse, kar ženska potrebuje, nekakšen feedback, tako tudi moški od ženske rabi feedback. Če je ženska samo tako, da nič pač ni od nje, nasplošno v partnerstvu se mi zdi, da če nimaš nekega feedbacka od partnerja, nekega včasih tudi crasha od njega nazaj, da ne moreš duhovno zrast, da ne moreš notranje zrast. In pri beta ženski pač gre za to, da odločen moški spodbudi v njej, da tudi ona začne odločati o nekaterih stvarih, da jo spodbuja, da prevzame iniciative tudi kdaj in za svoje življenje in za njeno skupno življenje in da ji nekako potrjuje njeno samozavest. Čeprav v bistvu potrjevanje samozavesti pri beta ženski niti ni toliko pomembno kot pri alfa ženski, ki čeprav se navzven dela šefico in glavno in samozavestno žensko, v resnici globoko v sebi ni, ker saj vemo, danes malo katera ženska lahko živi popolnoma prepričana vase. In alfa ženska nekako še bolj potrebuje potrditev od svojega moškega in bolj, ko je bo dobila, manj bo imela tiste potrebe, da more nadzorovati stvari, da more uokvirjati stvari in vse narediti tako, da bo po njenem. Ženska frekvenca pa se pojavi vedno, ko prideta v interakcijo dve ženski. Če sta to dve alfi,
je ta ženska frekvenca seveda včasih občutna tudi za ljudi, ki stojijo okoli oziroma v bližini, medtem ko pri kombinaciji alfa-beta se ponavadi stvari kar hitro poklopijo, tako podobno kot pri živalih pač. Že brez besed v bistvu beta začuti to frekvenco od alfe, to lahko bi rekli kot neko auro, ta frekvenca močna njena, in ker je beta nagnjena k temu, da išče kompromis, mir, se bo nekako sama od sebe podredila oziroma potegnila nazaj. Tako da bo alfa dejansko upravljala svoj alfizem brez nekih ovir. Seveda, če se srečata dve beti, je ta frekvenca zelo majhna, ker pravzaprav ni. V bistvu ta frekvenca je pomembna med ženskami zato, da se brezbesedno takoj najdejo ti rangi, oziroma da se rangirajo in da potem iz tega ven izhaja, kako ženske v bistvu med sabo komunicirajo, z kakšnimi toni, z kakšnimi nastopi in v bistvu ti je skozi to frekvenco tako jasno, na kak način lahko od nekoga nekaj dosežeš. Frekvenca ne obstaja samo med tujimi ženskami, poznamo še frekvenco med družinskimi člani, se pravi mama, hči, sestra, sestra. Te frekvence so v bistvu zelo zanimive za moškega, ko pride v eno družino, kjer sta recimo sestre ali pa mama, hči za svojo žensko, v glavnem zna biti zelo zanimivo, ampak ponavadi tukaj dosti v bistvu moški niti ne more si s tem početi, razen da pač razume, zakaj je ženska prišla povsem znervirana iz enega družinskega srečanja ali pa zakaj ima toliko težav z mamo. Pač ta frekvenca vseeno tolče skupaj in dostikrat deluje negativno na žensko, včasih pa tudi pozitivno. Zelo pozitivno pa ponavadi deluje ženska frekvenca med dvema prijateljicami. Takrat se pač frekvenca ponavadi pomnoži v pozitivnem smislu in ženska ponavadi iz srečanja z prijateljico pride vsa nahajpana, vsa vesela, ker je v bistvu pomnožila to svojo žensko frekvenco v pozitivnem smislu in v nekakšni sinhronosti. Zato so srečanja med prijateljicami v bistvu zelo fajn za ženske, da jih vsake toliko časa si umislijo. Ampak, če se vrnemo zdaj na žensko frekvenco med tujimi ženskami, predvsem med tekmicami. Dragi moški, pomembno je, da poznate, da obstaja ženska frekvenca, ker na tak način boste vedeli, zakaj je ženska včasih že vnaprej, kot boste vi temu rekli, ljubosumna na določene ženske, ki se gibljajo okoli vas. To so dostikrat lahko sodelavke ali pa tiste vaše dobre prijateljice, ne? In vaša ženska bo včasih postala nesigurna, nezaupljiva, ampak ne toliko do vas. Bolj bo šlo za to, da je skozi žensko frekvenco, ko je v bistvu videla to žensko ali pa srečala se že z njo, ko ste jo predstavili, je takoj švignila ta ženska frekvenca in ženska je začutila, ali je ta ženska njena tekmica, torej jo potencialno ogroža za svojimi idejami in interesi, prikritimi do vas seveda, ali pa je v bistvu čisto okej. In zaupajte ženski takrat, ko bo govorila iz svoje ženske frekvence. Dejstvo je namreč, da se kot moški žal dostikrat prepozno zavedate, da vas ena ženska pelje v tiste nevarne vode. Namreč nimate tega senzora za žensko frekvenco in njenih namenov ne poznate že od začetka, tako kot mogoče jih zazna vaša ženska. In preprosto mislite, da je z vami samo prijazna ali pa da jo res zanimate samo tako kot prijatelj. Teh situacij, vemo, je nešteto. Žensk, ki plenijo zasedene moške, je nešteto. In zato so ženske, ki imajo svoje moške, zelo, kako bi rekla, pač skozi imajo napete senzore za te ženske in ženska frekvenca ves čas deluje in z njo v bistvu preverjajo ženske v vaši bližini. To je dejstvo. Pač ženska tekmovalnost obstaja v bistvu že od nekdaj že, čeprav si mislimo, da ni, ker pač moška tekmovalnost je bolj tista očitna, že iz narave ven samci se tepejo za pozornost žensk, vendar ženska tekmovalnost obstaja od vedno in je veliko bolj podla, zahrbtna, takšna, tudi na nek način prefinjena, ker deluje, se pravi, brez besed, na eni čisto skriti frekvenci, ki je v bistvu moški redko kdaj zaznajo ali pa je sploh ne zaznavajo. In vedeti morate v bistvu, da je vaši ženski ves čas
mislim, ves čas, ni glih ves čas, ampak ni nam lahko, pač v današnjem svetu, kjer je ta tekmovalnost še toliko bolj izražena zaradi tega, ker se pač pritiska na ženske, da morajo biti najlepše, najboljše, najbolj zanimive, da morajo ves čas biti za akcijo in tako naprej. Včasih pa se tudi zgodi, da ste vi žrtev ženske frekvence, namreč ženske pozabimo včasih, da vi ne razumete ali ne zaznavate ženske frekvence in to so tisti trenutki, ko smo kar nekaj se držimo ali pa kar nekako ne znamo vam pojasniti, kaj je z nami narobe oziroma kaj želimo od vas, ampak vseeno pričakujemo, da nas boste razumeli. Se pravi, nič vam ne povemo, samo se držimo čudno ali pa samo se čudno vedemo pa odgovarjamo čudno in vi ste ono tak, pa kaj narobe, draga? Kaj sem spet kaj narobe naredil? V glavnem v tem smislu. Mislimo pač, da ste razumeli našo žensko frekvenco, da ste si vse prebrali iz brezbesedne komunikacije, ki se ji reče ženska frekvenca. V bistvu je to podobno kot takrat, ko vi nam rečete enkrat na leto ljubim te in pričakujete, da bomo to ves čas preprosto imeli nekje vzadaj v glavi, da nas ljubite, ker ste nam to enkrat na leto povedali. Pač vsi včasih malo skrenemo iz razumljivih poti komunikacije med moškim in žensko, tako da bolj kot si bomo to odpuščali oziroma si pri tem nekako z razumevanjem sprejemali, lažje nam bo. To je dejstvo. To je vse za danes v bistvu v videu o ženski frekvenci. Skratka, poznati jo morate, vedeti morate, da obstaja, ne rabite pa jo razumeti, dragi moški. Samo včasih, ko bo ženska imela neke čudne pripombe ali pa vzgibe ali pa opozorila, preprosto pomislite, aha, nekaj zaznava mogoče za svojo žensko frekvenco in čuti neko nesigurnost. Takrat pač potrebuje od vas neko potrditev seveda spet potrditev, da je ne rabi skrbeti. Če seveda res ne rabi skrbeti. Več v moji knjigi Pot do nje najdete jo v moji nakupovalnici na majamonrupi.com/nakupovalnica, v knjigarnah, knjižnicah, kjerkoli. Vabljeni k branju. A ja, pa še to, vabljeni k zadnjem videu. Ne bo sicer čisto enak zadnjemu poglavju, v katerem pač povzamem celotno knjigo na kratko, se pravi posebej za moške, za ljubeznijo do moški, vsa poglavja poškatlam po škatlah. Ampak sem se odločila, da v videoseriji pa zadnji video namenim ženskam. Torej, ženske, drage oziroma dragi moški, povabite svoje ženske k ogledu zadnjega videa, kjer bom povedala pa nekaj stvari, ki jih mora ženska vedeti, zato da boste vi kot moški sploh lahko delovali po poti do nje.